Zdaj po praznikih opažamo, da bi vas pa morali malo za ušesa, ker imate previsoke holesterole. V tem videoposnetku o tem, kako si znižati holesterol, zato da jih ne boste slišali od zdravnika. Živijo spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva še vedno Pija in Aleš in tukaj še vedno govoriva o hormonih, ščitenci, alergijah, zdravju nasploh in pa tudi o hrani. Če vas zanima taka tema, se naročite na kanal, video pa gre gor vsako nedeljo. No, vsi vemo, da imamo holesterol. Eni preveč, drugi pa pač premalo. Nekateri pa jedo zdravo, se dovolj gibajo in imajo še vedno preveč slabega holesterola. No, najbrž ste že slišali, da je važno razmerje dobrega in slabega holesterola. Slabemu holesterolu, se pravi LDL-u, rečemo slab holesterol zaradi tega, ker zvišuje celokupen holesterol. No, dober holesterol, se pravi HDL, pa je dober zaradi tega, ker znižuje ta slab holesterol, se pravi LDL. V 80-ih je holesterol predstavljal vir vsega zla. No, danes pa vemo, da ni čistko in da je stvar nujno potrebna in se je zato ne smemo bati. Določena količina holesterola je zato nujno potrebna za življenje, medtem ko prekomerne količine povzročajo aterosklerozo in druge zdravstvene težave. Holesterol je nujno potreben za izgradnjo in vzdrževanje celičnih membran. Jetra dnevno proizvedejo okrog 1 gram holesterola, ki se potem izloča v žolč. Pomemben je torej tudi za tvorbo žolča, ki je shranjen v žolčniku in pomaga prebavljati maščobe in pa v maščobah topne vitamine. To so A, D, E in K. Holesterol je tudi glavni prekurzor v sintezi vitamina D in pa tudi številnih drugih steroidnih hormonov, recimo kortizola, aldosterona, pa tudi spolnih hormonov. Zakaj vse to pomeni? Holesterol je nujno potreben, zato ga ne smemo imeti premalo. Ampak bolj običajno pa je to, da ga imamo preveč. Če imamo holesterola v krvi preveč, je to nevarno. Začne se kopičiti v žilni steni, se pravi v arterijah, zato se žile zožijo in sčasoma celo zamašijo. Če se zamašijo srčne arterije, nastane srčni infarkt. In če se zamašijo žile, ki vodijo do možganov, pa nastopi možganska kap. No, znano pa je tudi, da holesterol, ki se nahaja v hrani, ni nujno tisti holesterol, ki se nabira na žilnih stenah. No, in jajca so imela v preteklosti v bistvu zelo negativen predznak, zato ker pač rumenjak vsebuje veliko holesterola. Povedala sta torej, da holesterol nujno potrebujemo. Vseeno pa je dobro, da ga imamo v mejah normale. Kakšne pa so te meje? Imate jih tukaj na zaslonu. Priporočljivo je, da bi pri odraslih in pa pri starejših od 20 let preverjali raven krvnih maščob vsaj nekje na 5 let. Meritve pa ne bi v primeru suma na kakšno družinsko hiperlipidemijo opravljali tudi pri otrocih po 2. letu starosti in pa mladostnikih. Kaj to pomeni? To pomeni, da če sumite, da imate povišen holesterol, pa idite v laboratorij izmerite ga. Za nekdo, ki ima težave s holesterolom, bo imel serum po obroku takle. Nekdo, ki pa teh težav nima, bo pa njegov serum po obroku takle. Vidite, da je bister. No, pa gremo zdaj k razlogu, da ste kliknili na ta video. Kaj lahko naredimo, da si znižamo vrednosti holesterola v krvi? Zdrava hrana mora vsebovati čim manj nasičenih maščobnih kislin, ki so recimo v maslu, slanini, masti in podobno. Kako pa lahko čist na hitro in čist laično razlikujete med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami, tako da pogledate, v kakšnem stanju je na sobni temperaturi. Recimo maslo je na sobni temperaturi trdno, prav tako zaseka. Kaj to pomeni? To pomeni, da gre za nasičeno maščobo. Medtem ko olje imamo na sobni temperaturi tekoče in potem lahko sklepamo, da je to nenasičena maščoba. Pa tudi čim manj soli in pa čim več zelenjave, sadja in pa v vodi toplih vlaknin. Taka hrana bo potem zmanjševala vsebnost maščob v krvi in s tem ščitila žile. Z raziskavo so ugotovili, da se je slab holesterol, torej LDL, znižal kar za 5% pri tistih ljudeh, ki zaužijejo več manjših obrokov dnevno. Zdaj, kar je sicer v nasprotju s tistim, kar se midva greva, ampak lahko imate tudi več obrokov, samo ne bodo ti zdravi. Slab holesterol pa znižujejo tudi žitarice, predvsem je to oves, no pa tudi polnozrnati izdelki, se pravi hrana z večjo vsebnostjo vlaknin, margarine z rastlinskimi stenoli, oljčno olje in pa mediteranska dieta.
Že 3 koščke temne čokolade, se pravi vsaj 70% ali pa več na dan, že zvišujejo dober holesterol za nekje 10 do 12%. Prav tako pa prava čokolada znižuje krvni tlak. No, pa tudi ena grenivka na dan zmanjšuje krčenje arterij, znižuje slab LDL holesterol za 10% in pa tudi krvni tlak za 5 mm živega srebra. No, pazite le, da je ne uživate sočasno z jemanjem zdravil. Prav tako pa na slab holesterol dobro vpliva tudi brusnični sok. Ej, pa ne z vodko, no. Po analizi 25 različnih študij o arašidih, orehih, indijskih oreščkih, mandljih, pistacijah in makadamijah so raziskovalci iz Loma Linda univerze prišli do ugotovitve, da že 67 gramov uživanja teh oreščkov na dan zviša nivo dobrega holesterola za 8,3%. Samo koliko je 67 gramov oreščkov? Veliko. Koliko je to kalorij? Evo, pest oreščkov, ampak kalorije pa lih toliko, kot v enem orang zajtrku. A vam je znano to, ko si ljudje na krožnik naložimo toliko hrane, da tam maha že čez vse robove, potem pa po kosilu odpenjamo hlače, da lahko zbašemo še v zadnji grižljaj? No, takšne porcije so prevelike za naš organizem in pa najmanj 2-krat večje od priporočenih. Zato si zapomnite, želodec je v osnovi majhna stvarca. Zato, da ga napolnimo, zadostuje že porcija hrane velika za tole dlan. Zrezek ali pa riba ne bo bolj toliko velika, kakor mer vaša dlan. Obrok sadja oziroma zelenjave pa kakor stisnjena pest. Kuhane zelenjave, riža oziroma testenin pa v drugi strani pa zadostuje že za polovico pesti. Kalcij in vitamin D. V študiji, ki je bila objavljena v reviji American Journal of Medicine, so dokazali, da so ljudje, ki so dnevno zaužili 1 gram kalcija ali s hrano ali pač s prehranskimi dopolnili, v kombinaciji z 400 enotami vitamina D za boljšo absorpcijo kalcija, imeli v bistvu zvišan nivo dobrega holesterola za 7%. Idealno bi sicer bilo vitamine dobiti iz hrane, ampak ker to ni vedno mogoče, se včasih splača poseči tudi po prehranskih dodatkih. Pomembne so pa tudi omega-3 maščobne kisline. Te načeloma najdemo v ribah, dobijo pa se tudi v obliki prehranskih dodatkov. Spet teživa s telovadbo, saj vem, ampak redna telesna dejavnost je res zelo pomembna za zniževanje slabšega holesterola LDL in na drugi strani tudi za povečanje koristnega holesterola HDL. No, poleg tega pa si s telovadbo lahko tudi preoblikujete postavo, kar je pa sam še plus. Šlo bi rekel, da ti ful telovadiš, ne? Odvečni kilogrami so eden največjih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. In zato je več kot pomembno, da se znebite od tistih odvečnih kilogramov, še posebej tistih, ki obdajajo v štrebuh. Potrudite se tudi to, da svoj indeks telesne mase spravite pod številko 25. Japonski raziskovalci so namreč ugotovili, da že v 20 minutah vadbe na dan lahko zvišate nivo dobrega holesterola za 2,5 točke. No, da vam bo pa mogoče lažje se telovadbe lotite s prijateljico, malo si pomislite pametno uro, ki vas bo spodbujala k gibanju. Evo, ko pa 1 uro že sediš, pa te urca opomni, da se nisi še nič sprehajal, je pa tudi fajn, da veš, da moraš malo noge pretegniti. A vam že malo teživa s to meditacijo, a? Ampak dokazano je, da čustveni in pa socialni stres pospešujeta aterosklerozo in pa nastanek srčno-žilnih bolezni. Kronični stres tudi zvišuje krvni tlak in pa povečuje tveganje za arteriosklerozo, pri kateri pride do zamašitve žil. Raziskave so pa tudi pokazale, da stres vpliva na rast holesterola v krvi, zato poskrbite za sproščanje. Začnite torej meditirati, globoko dihati, privoščite si sprehod v naravi in se razbremenite. Kako si lahko sami znižate krvni tlak, sva že povedala v enem izmed prejšnjih videoposnetkov. Poglejte si še te nasvete. No, povedala sva vam pa tudi že to, da obstajajo ljudje, ki si lahko s prehrano izboljšajo svoje holesterole in pa obstajamo taki, ki tega ne moramo narediti. No, seveda gre pa ta stvar tudi v obe smeri. Nekdo, ki je zdravo hrano, ima lahko povišan holesterol, kakor tudi nekdo, ki je sam junk food, bo imel pa lahko čisto normalen holesterol. No, zato je vedno dobro, da se o spremembi prehrane najprej posvetujete s svojim zdravnikom, da si mogoče prej tudi pomerite svoje holesterole in da potem primerjate te vrednosti in pač ugotovite, v katero skupino sodite. Mi da vam s tem videom postavljamo en izziv. Z upoštevanjem teh nasvetov si znižajte holesterol za vsaj 1 enoto.
Zdaj se vračamo nazaj v laboratorij, tako da se vidimo v naslednjem videu. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Prej je bilo 67, ti vem, sunce. Problem z zlaganjem teh oreškov je pa to tem, kot vidite, da gre pol tudi usta, ne? A tukaj pa dodatne kalorije.